Jaz nimam časa. Uro sem pozabil. Kar počak. Evo, bam, zdaj pa lahko grem. Ful bi bilo fajn, da bi jaz razložil, kam danes grem. Mislim, vem, kam grem. Grem v Milano, grem na en Lexusov dogodek, ampak če sem čisto iskren, ne vem čisto točen, kaj se bo tam dogajalo. Don't walk away from me. Zdaj pa preden štartam iz Ljubljane, samo en kratek update. Jutro je bilo tako logistično malo zahtevno, jaz bi se moral v Milano odpeljati s Priusom, pa se nekako ni išlo. Imam pa eno tako dosta ok alternativo, Škodo Superb in to s točno tisto barvo, ki sem jo omenil na salonu, da mi je ful všeč. A što je ti zakon privlačnosti pa to, se stvari kar same od sebe kdaj poklapajo. Ricevuta, prego. Ricevuta, prego. Are you prego? I didn't know. Grazie. Dona pa v tošni spravo, šnuzov! Davvero festinosi. Yo, no understando. You think you're funny, motherfucker? Well, maybe. Shut up, motherfucker. Hey, take it easy. Alright, no need to get angry. Wow, kaj pa to za ena bajta? Veš? Evo ga naš hotel. Parking hotela je poln, ampak so mi povedali, da lahko tukaj takoj za vogalom avto pustim. Stari, tale hotel je pa kar ok, veš? Pa najbolj da en hiter tur sobe, a? Tukaj je en kar precej dolg hodnik, na koncu pa WC pa kopalnica. Tukaj je pa v bistvu en velik, pa tak bolj podolgovat prostor, pa se mi zdi, da tako, kar v redu se skupaj izgleda. Tole Lexusov goodie bag, mislim goodie box, ne vem točno kaj je noter, tudi časa nimam, da bi preveril, zato ker program se začne čez 11 minut pa pol, jaz se moram stušati, obleči pa prijeti v avlo. Ok, to je to, stuširam, zdaj vam pa to. Kaj se je naguzil model. Hotel sem reči, da sem stušen, pa da vam točno 3 minute, da se zrihtam. Mislim, da zamujam 1 ali 2 minute, ampak mislim, da ste itak 2 busa, ki peljeta na prizorišče, tako da no big deal. A kaj bom vzel s sabo? Kaj bom vzel s sabo? Lej, fotoaparat z enim fiksnim objektivom 50, tega vam najrajši. To se pravi to, sluške, to zmeri dam, pa dodaten charger za vsak slučaj. Pa 2 telefona, tistega, s katerim snemam, to je 5.9 pa Mate 9, tega vam to zmeri s sabo. Ok, zdaj pa tako program, ki ga je Lexus pripravil za danes pa za jutri, je ful obsežen in danes smo opraviti predvsem z dizajnerji, kreativci različnih vrst. V bistvu bo najboljše, če vse skupaj povežem kar s telim napisom Lexus Design Award 2017. V bistvu gre za vsakoletno mednarodno tekmovanje v dizajnu, pa je lahko povezano s čimerkoli, ki je pač povezano z dizajnom. Lexus se je pač odločil, da v okviru milanskega tedna dizajna na svoj zanimiv kreativen način podpre mlade kreativne ume. Tukaj noter smo, tukaj se vse dogaja. V bistvu ta možakar ravno kar povedal, da se je letos za ta Lexus Design Award potegovalo kar 1152 kreativcev iz 63 držav. Naknadno so jih skrčili na 12, danes so pa tukaj izbrali 4 najboljše, 4 finaliste. Zdaj, s čem so pa prepričali te 4 finalisti, to je pa ful zanimivo. Le bom pokazal, bom probal predstaviti vsakega posebej. Jaz ne vem, če se vidi, ampak tale dama tukaj je ena od tistih 4 kreativcev, ki je prišla v veliki finale, ravno kar pa igra na papriko. Veš, ona je pogruntala in tak zanimiv način, kako lahko še kakšne druge stvari uporabimo za glasbila, ne samo pač klasična glasbila. V tem primeru je zbrala sadje pa zelenavo in posebej zato ustvarila posebne nastavke, ki jih lahko pol, ne vem, porineš v papriko in nekaj zašpilaš. Evo, Zucchini Music. Gremo pogledati še pa ostale 3. Zdaj, ker tam res slaba svetova, bom reči tukaj povedal. Ta druga zadeva se imenuje pa Pixel. Pixel je pogruntil mlad japonski ustvarjalec, ki se imenuje Hiroto Yoshizo. Gre pa za nekakšno, kako pa je srem pismo, tako igro svetlobe pa sence na tak zelo zanimiv način. Saj ne vem, no, jaz se trudim to razumeti, pa veš, kakšne stvari grejo skozi, kakšne pa pač ne. Mogoče se bomo s ta tretjim finalistom malo lažje poistovetili. Gre za kapsulo, ki naj bi omogočala mobilno življenje. V bistvu sploh ni kapsula, v bistvu je taka kocka, ki jo razstaviš in ta kocka naj bi ti omogočala vse, kar ti rabiš, da živiš. Ta četrta, ta je pa meni najbolj zanimiva. Izumila oziroma ustvarila jo je pa Jessica Fugler. Ok, čas za pauzo, pa tudi čas, da jaz probam nekako vse skupaj razmisliti pa povedati na en tak način, da bo imel smisel tudi zame. Moje najboljše takole povem, Lexusu pač ni vse, kaj se dogaja z dizajnom. Kakor sem jaz dojel, se nekako trudijo, da bi nekakšno poetičnost dizajna združili s tehnološko naprednostjo in če je to, pa sem jaz za. Mislim, veš, dizajn pa tehnološka naprednost, konec koncev gresta ti dve stvari z roko v roki tudi pri avtomobilih. Mislim, sploh pri avtomobilih. Poudariti moram pa to, da takšen event, kjer najdeš take odpičene, zanimive pa zelo napredne stvari na en način pomaga
pomaga, da začneš na dizajn, predvsem pa na materiale gledati na en tak čist drugačen način, na nov način. Upam, da sem vse skupaj ok povedal. Predvsem pa po eni strani, veš, mi je zanimivo, da se avtomobilski proizvajalec trudi dizajn prikazati v drugi luči izven svojih direktnih dejavnosti oziroma dejavnosti, ki so neposredno povezane z ustvarjanjem, z gradnjo pa z dizajniranjem avtomobilov. So the winner is Johan Moskvoje. To tukaj na tleh je pa tako malo za možgane frtačka, zato ker si na plaži, sam nisi na plaži, si na hodniku, ampak zgleda pa svetovno.